Lepo pozdravljeni. Novica tedna začenjamo z dobro novico. Komunale bodo s tem koncem tedna spet odvažale ostanke komunalnih odpadkov, so na sestanku sklenili župani in župane jugovzhodne Slovenije. Odlagališče Leskovec sicer ostaja zaprto, bodo pa odpadke tam začasno skladiščili. Pred sestankom so imeli župani različna mnenja. Za nas se zdi sprejemljivo, da smeti od ljudi moramo odvažati, to je nujno. Zdaj, na kakšen način bomo mogli pa tukaj skupaj najti rešitev? Ja, za ta čas težko ne povem rešitve. Edino rezervno odlagališče, kamor bomo začasno lahko odvažali to zadevo. Za čimprejšnje odprtje odlagališča, čimprejšnjo izgradnjo te čistilne naprave in da bomo čimprej pridobili okoljevarstveno dovoljenje. Dejstvo je, da smo mi CEROT ustanovili za to, da bomo na njem odlagali in jaz mislim, da bomo kot občina zahtevali poslali račun CEROT. Torej naš koncesionar se v bistvu dogovarja se pa mislim, da z tistimi, ki imajo, konkretno mislim, da s Celjem. Na koncu so potrdili začasno rešitev, to je skladiščenje odpadkov na deponiji Leskovec. Pobirale svoje odpadki naprej, se balirali, se pravi zavijali ali v ustrezno obliko in skladiščili na ustrezno zavarovanem mestu, tako da ne bo ogrožalo okolja. Mi bomo to skladiščili tako, da bomo tudi izcedne vode zajemali na telesu sklede odlagališča, da bomo jih primerno varovali, to pomeni špricali z seditivi in preprečevali prekomerno močenje. Po tem času pa jih bomo tudi predelali in ustrezno odložili. Eden bistvenih pogojev za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je izgradnja čistilne naprave. Tukaj vidimo največjo časovno dimenzijo, ki jo bomo pač pripeljali v skladu s terminskim načrtom, to je 13.8. poskusno obratovanje te čistilne naprave in potem še ustrezen monitoring. Sicer pa je jugovzhodna Slovenija po podatkih pristojnega ministrstva glede zbranih in odloženih komunalnih odpadkov med najslabšimi v Sloveniji. Odložijo jih namreč kar 82%. Pozivam občane na ločeno zbiranje odpadkov, ker ločeno zbiranje odpadkov je tudi eden od pogojev Ministrstva za okolje in prostor za v prihodnje in želim, da se držimo teh navodil. Najboljše slovenske občine sicer odložijo le še 30% odpadkov. Skupaj smo na dobri poti. Stražo bomo naredili za prijetno in prijazno občino ter postali občina sodelovanja in povezovanja, je v slavnostnem govoru o praznovanju 4. občinskega praznika, s katerim se v občini Straža spominjajo leta 1878, ko se je v novo zgrajeni šoli v Bavti vasi začel pouk, dejal tamkajšnji župan Alojz Knafelj. Na tokratni osrednji slovesnosti slavnostni seji občinskega sveta zaradi temeljite prenove kulturnega doma oziroma začasnega pomanjkanja ustreznih prostorov občinskih priznanj in nagrad niso podelili. Našim nagrajencem bi pa radi razmeram primerno priredili slovesnost, prisotnost občanov in tudi slovesnost trenutka. Konec lanskega in začetek letošnjega leta je bil po besedah župana predvsem v znamenju izvajanja začetih in pripravi novih naložb. Med pomembnejšimi je tudi izgradnja vodovoda Podgora Nova Gora. Brez vode tako ostajajo le še nekatere zidanice na višinskem delu Straškega hriba in Ljubna ter hiša v Romani vasi. Zelo pomembno za Stražo je tudi obnova kulturnega doma v Straži. Želimo nadaljevati še z obnovo zdravstvenega doma. In ena velika investicija je pa tudi rekonstrukcija državne ceste R419, ki poteka od potoka pa skoraj do sredine Jurke vasi. Sicer pa je Knafelj v govoru opozoril tudi na težave nekdaj največjega zaposlovalca. Na občini si želijo, da bi bil stečaj Novolesa sklenjen čim prej in da na pogorišču nekdanjega ponosa Straške doline vznikne nova proizvodna dejavnost. Bo dolenjska prestolnica dobila večnamensko športno dvorano na Portovalu? To je zaenkrat še odprto vprašanje, saj se občinski svetniki na seji niso dokončno odločili, ali nadaljevati projekt ali prenehati vse dejavnosti v zvezi z izgradnjo dvorane. To naj bi storili na izredni seji 10. maja. Mnenja svetnikov glede nadaljevanja projekta so deljena. Prenehajmo biti še naprej naivni, ustavimo investicijo, dokler ne naredimo finančne konstrukcije, potem pa naprej. Novo mesto rabi športno dvorano, vendar veliko manjšo. In jaz na tem mestu danes trdim, da bo prišlo do preprojektiranja.
Gregor Macedoni je pozval župana, da naj se do trenutka, ko bo zelo jasno zaključena in določena finančna konstrukcija, s katero bi lahko prišli do izvedbe oziroma izgradnje večnamenske športne dvorane, da se do takrat ustavijo prevzemanje vseh stroškov in plačevanje vseh drugih morebitnih povezanih stroškov. Kljub obljubljenim državnim sredstvom namreč občina nima dovolj preostanka denarja za nadaljevanje projekta, meni Macedoni. Rafko Križman pa je prepričan, da ga ne bi smeli zaustaviti. Namreč, če obstaja možnost, da lahko do dvorane pridemo, da lahko pridemo do dodatnih sredstev države in javno-zasebnega partnerstva, menim, da je treba pripraviti vse stvari, ki bi jih ob morebitni gradnji dvorane tako ali tako potrebovali. Župan Alojzij Muhič priznava, da so bili doslej v projektu večnamenske dvorane neuspešni, tako do javno-zasebnega partnerstva ne more priti, zato so pripravili 3 scenarije. Jaz sem prepričan, če bi imeli gradbeno dovoljenje, da bi od države dobili več sredstev in bi tudi, če bi spremenili pogoje razpisa, pridobili tudi investitorja. Brez gradbenega dovoljenja pa tega seveda ne bo, dodaja. Vsekakor bodo imeli zadnjo besedo svetniki. Je pa jasno, da bodo v primeru nadaljne podpore projektu morali v letošnjem proračunu zagotoviti 310 tisoč evrov. V to so vključene vse dejavnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja, od nakupa zemljišč in plačila projektanta do plačila za spremembo namembnosti. Člani belokranjskega okoljskega gibanja Proteus so se odločili, da ne bodo več čakali na odgovor ministra za kmetijstvo in okolje, ki so ga že pred časom povabili na javno tribuno v Črnomelj, da bi mu predstavili problematiko povezano z bioplinsko gnojevko. Šli bodo kar v Ljubljano. Ne verjamejo namreč, da bo tamkajšnja bioplinarna, v katero spet vozijo organske odpadke iz cele Slovenije, začela obratovati po predpisih in da bo zadoščeno vsem okoljskim zahtevam iz peticije, pod katero se je podpisalo 2500 Belokranjcev. Zato smo sklenili, da gremo v sredo 9. maja v Ljubljano, čim več Belokranjcev, z odhodom ob 9. uri z avtobusom iz Črnomlja, da ministru za kmetijstvo in okolje, gospodu Francu Bogoviču, izročimo peticijo in podpise. Pa gnojevko bomo vzeli sabo. Ob neznosnem smradu, ki so ga Črnomaljci dihali v minulih mesecih in ob dejstvu, da je bioplinarna kmetom oddala okrog 10 tisoč ton odpadne vode, v kateri je Zavod za zdravstveno varstvo Novo Mesto ugotovil 3-kratno preseganje vsebnosti kadmija in 4-kratno preseganje amonija, ne verjamemo nikomur več. Ker minister očitno nima časa, da bi prišel v Črnomelj, bomo šli Črnomaljci v Ljubljano, pravi Šuštarič. 11 milijonov evrov dolguje država Krški občini za projekte, ki jih je ta že izvedla v okviru dogovorjenih protokolov. To je nadomestilo za umeščanje odlagališča za nizko in srednje radioaktivne odpadke, je na srečanju z novinarji poudaril krški župan Miran Stanko. Skupna vrednost vseh podpisanih protokolov je 35 milijonov evrov. Tega je kar precej, recimo lahko bi rekel ene take novejše, mogoče to obvoznica Krško, potem je hidravlične izboljšave v Krškem, potem je širokopasovno omrežje in podobno. Krška občina je lani skladno z uredbo o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta prejela dobrih 8 milijonov evrov. Zdaj je v pripravi nova uredba, ki naj bi prenesla točko, ki je odločilna za izračun nadomestila z lokacije predvidenega na trenutno začasno odlagališče. To za nas pomeni za občino Krško izgubo približno 400 tisoč evrov. Jasno, vsak upad sredstev v proračunu pomeni, da moramo zopet nekaj reducirati, da moramo spreminjati programe in podobno, kar pa seveda si nihče ne želi. Sicer pa v Krškem dvomijo, da bodo v Centru za ravnanje z odpadki Dolenjska uspeli v 2 tednih pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje deponije Leskovec, ki je od včeraj zaprta. Imamo s Cerodom sklenjeno pogodbo za odvoz teh odpadkov, vendar pa moramo zagotoviti občanom nemoten odvoz odpadkov in vkolikor ta dogovor s Cerodom ne bi uspel ali ne bi bil terminsko takšen, da bi nam ustrezal, bomo morali pač poiskati neko drugo rešitev, ki jo v bistvu že na nek način iščemo. Stroški morebitnega dodatnega odvoza odpadkov bodo po pogodbi bremenili Cerod, še dodaja. Konec februarja je novomeški Lions klub pripravil dobrodelno prireditev, s katero je zbral denar za nakup snemalnega studia. Minuli ponedeljek pa so snemalni studio za slepe in slabovidne v knjižnici Mirana Jarca tudi odprli.
Studio je na oddelku za odrasle novomeške knjižnice. Je ena velika pridobitev z dobrim sodelovanjem med našim društvom in pa knjižnico Mirana Jarca, pa upam, da bodo res naši člani začeli koristiti te kapacitete, ki bodo tukaj na razpolago. S tem bomo lahko obogatili ponudbo predvsem za uporabnike, ki so slepi in slabovidni, tako da bojo lahko si izposojali knjige, katere želijo oni, da jih imajo, ne pa samo naprimer, ko drugi studiji snemajo pač, kar oni želijo. V društvu je sicer vedno več članov, ki se zanimajo za zvočne knjige. Vsekakor, zato ker stremimo tudi k temu, da jih čim več vključimo v knjižnico, da prebirajo leposlovja. Mi smo se že povezali z društvom slepih in slabovidnih, tako da že z njimi sodelujemo. Takoj, ko bo v pogonu oziroma da bo začelo se snemati, bomo z njimi naprej dogovarjali, katere knjige bi želeli. Sicer pa je novomeška knjižnica prva splošna knjižnica v Sloveniji s tovrstnim snemalnim studijem. Sicer obstajajo snemalni studiji, ki jih imajo posamezna društva, vendar v tem smislu res javnega dostopa do tega. In kar se mi zdi zelo pomembno je to, da resnično bodo lahko slepi in slabovidni sami predlagali, zaprosili, da se določeni ali študijski materiali ali leposlovna dela posnamejo. To je način, da vidijo tudi slepi, dodaja Dular. V Posavju je več kot 4500 registriranih brezposelnih oseb. Regionalna razvojna agencija Posavje je zato pripravila okroglo mizo o možnostih kmetijstva in turizma pri zagotavljanju novih delovnih mest. Kmetijstvo nudi vrsto priložnosti za zaposlovanje, meni minister Bogovič. Vidimo jih največ na področju zelenjadarstva. Prav tako je potreba po boljšem organiziranju prašičereje, kjer je potrebno tudi na ta način ohraniti predvsem delovna mesta in pa samo panogo. Priložnosti prinaša tudi vinogradništvo, je prepričan minister Vizjak. Takšni dogodki, kot je današnji, takšna slava cvičku in gadovi peči, ter seveda tudi naši, vsi smo ponosni na njo, vinski kraljici, so korak naprej k temu, da bodo ljudje prepoznali tudi možnosti in priložnosti, ki jih nudi slovensko podeželje. Več možnosti za zaposlitev imajo sicer mladi, ki so imeli med šolanjem veliko praktičnega dela. Takšno prakso, na primer, gojijo v Novomeškem centru biotehnike in turizma. Nenazadnje tako na kmetijskem delu, na živilskem delu, kjer sami delajo tudi salame, klobase, krvavice ali pa recimo sire, potem pa tudi na gostišču. Sicer pa se z novo strategijo na področju turizma obetajo spremembe. V preteklosti so predvsem veliko vlagali v infrastrukturo. Zdaj pa poudarek na trženju, na distribuciji, na letalskih povezavah in to je tisto, kar ta trenutek potrebujemo, se pravi čim več turistov v Slovenijo. Ob tej priložnosti je vinogradniško turistično društvo Gadova Peč pripravilo še svečani sprejem za slovensko vinsko kraljico Martino Baškovič. V prazničnih dneh se spodobi obesiti zastavo in to tako, kot narekujejo pravila. Če ste morda sprti z državo, pa si domovina zagotovo zasluži vašo pozornost. Prijetne dni in nasvidenje do naslednjič.